Tudi letos smo po vsej Sloveniji spoznali veliko zanimivih podjetnikov. Predvsem so nas pritegnile njihove zelo raznolike zgodbe. A prav vsi podjetniki imajo skupno dvoje: zagnanost in ljubezen do svojega dela. Tako smo na pomurskih koncih spoznali nekdanjo Murino delavko Simono Zver iz Mlajtincev, ki tudi sama pravi, da je v poslu včasih prava zver, saj je po 20 letih dela v nekoč paradnem konju mode začela svojo poslovno pot in odprla slaščičarno. Na istem koncu, torej v Pomurju, smo spoznali tudi ekološkega sadjarja Janeza Trstenjaka, ki ženo Natašo nadaljuje družinsko tradicijo. Med drugim sadita drevesa in stiskata sok iz eko jabolk. Tudi na Lukčevi domačiji v Kostelu, prvi igrificirani domačiji pri nas, stiskajo domači jabolčni sok. Lastnika domačije Andreja in Albin Likar pa gostom ponujata tudi vrsto kočevskih iger, delavnico peke kruha in logostrelstvo. Naslednji trije podjetniki pa se v svojem poslu ob ljudeh ukvarjajo tudi z živalmi. Na izletniški kmetiji Lamprček pri Velenju se na kmetiji Tomaža Dreva pase okoli 130 glav divjadi. Gostje lahko opazujejo in hranijo navadne rdeče jelene, damjake in muflone. Poleg mesnin pripravijo tudi druge dobrote. V ribogojnici Faronika v Tolminu so znani po gojenju avtohtone soške postrvi, palipanu, šarenki, dobavi drugih svežih rib in kaviarju. Ribogojnico upravlja podjetje Faronika, direktorica pa je Urška Bizjak. Brez psov in njihovega odličnega vonja ne bi bilo tartufov. Profesionalna tartufarka Sara Kocijančič iz Marezik s posebej izurjenimi psi išče tartufe. Z demonstracijo lova na tartufe pa oživlja lokalni turizem. Ste mogoče vedeli, da imamo v Sloveniji podjetje, ki razvija vesoljske tehnologije? To je Skylabs iz Maribora, v katerem so pod taktirko Tomaža Rotovnika in Iztoka Krambergerja razvili nanosatelit Trisat. In vrnimo se nazaj na Zemljo oziroma nebo. V tržiškem podjetju Elevon X so razvili 4 module brezpilotnih letal pod znamko SkyEye, ki jih je mogoče sestavljati kot Lego kocke, pravi Matej Meglič. Tudi v podjetju CTRL Art Nadava Sagirja je aplikacijo Travelar Slovenija razvijala ekipa med drugim tudi podjetniškega inkubatorja Kočevje. S tehnologijo obogotene resničnosti se lahko z aplikacijo sprehajate po Kočevju in virtualno ogledate Kočevski grad. Poleg Nadava, ki je po narodnosti Izraelec, smo na letošnjih regijskih forumih spoznali še 2 tuja zanimiva podjetnika: Američana Noaha Charnija in Chada Mainala. Noah Charney je pisatelj in umetnostni zgodovinar, znan je predvsem po svojem doktorskem delu, v katerem je opisal življenje našega velikega arhitekta Jožeta Plečnika. Tudi Chad Mainal ima zelo rad Slovenijo, še bolj kot to pa svojo ženo Ano Mainal in pivo znamke Thirsty River Brewing. Pod isto streho in isto blagovno znamko sta kasneje odprla še hostel. Da je trg pivovarjev v Sloveniji že prenasičen, pa menijo 3 bohinci, ki so se namesto za varjenje piva odločili za destilacijo džina. Tako so Matic Bezjak, Timotej Rožič in Urban Bajrič, prijatelji že od otroštva, skupaj stopili na poslovno pot in odprli destilarno in bar Karakter. Da je mogoče turističnemu trgu ponuditi še nekaj novega, je ugotovil tudi Aljoša Jerovšek. Aljoša je razvil Scuba Dive Maps, spletno platformo za vse potapljače, ki radi potujejo in se potapljajo. Za športne dejavnosti in turizem nad vodo pa Ribničan Andrej Vlaho iz Kočevja izdeluje lesene supe. Njegovi leseni supi niso prvi leseni supi v Sloveniji, imajo pa posebnost, saj vsakega krasi unikatna intarzija slovenskih živali. Ne raste pa samo turizem potapljačev in suparjev, ampak tudi gorskih obiskovalcev in turistov, ki se radi sproščajo v hribih, obenem pa so deležni 5-zvezdičnih doživetij. Rok Virak je na Veliki planini kupil 3 planšarske koče in jih prenovil v luksuzna bivališča s savno. Svojega dopusta pred več leti se precej dobro spomni tudi Rok Colarič. Rok je namreč počitnice preživljal s prijatelji, ki so imeli dojenčka. Vmes pa je dobil zamisel, kako jim poenostaviti vstajanje in hranjenje ponoči. In prišla je naprava za pripravo toplega mleka v prahu za malčke. Prav zanimivo napravo za podjetja pa so razvili tudi v velenjskem podjetju Amibit. Aleš Nastran z ekipo je razvil krmilnik, ki lahko upravlja naprave porabnike energije. V sosednji stavbi v Velenju pa deluje podjetje Mega M bratov Mirana in Mateja Mežo. V podjetju 17-letno tradicijo je najpomembnejša storitev informatizacija podjetij.
Ob že bolj izkušenih podjetnikih smo spoznali tudi tiste malo mlajše, ki šele spoznavajo svet podjetništva. Med njimi je tudi modna oblikovalka Karmen Koren iz Drežnice, ki je v Kobaridu odprla trgovino iz druge roke Reinkarmika. V njej je zbrala rabljena in predelana oblačila, ki jih je zbirala več let. Med mladimi začetniki v podjetništvu pa sta tudi Koprčana David Lakošeljac in Matic Rupnik. Razvila sta TV ad napravo in softver za prilagojeno oglaševanje na televizijah, v barih, restauracijah, v fitness centrih in tudi hotelih. Naša letošnja najmlajša zanimiva podjetnica regijskih forumov pa je dijakinja Hana Bojanović-Kokot iz Kranja. Do konca osnovne šole je izdala že 4 avtorska dela, pred kratkim pa se je lotila projekta Hestija, v okviru katerega pomaga mladim nadobudnim pisateljem pri izdaji prvega avtorskega dela.